Imam za vas dobro in slabo novico. Dobra je, da imamo Slovenci kar 5 rekorderjev v novi Guinnessovi knjigi rekordov. Slaba pa, da smo postavili tudi rekord v številu novih okužb s koronavirusom. Vem, da eno nima veze z drugim, ampak se mi zdi, da bodo ljudje lažje sprejeli številko 200 novo okuženih na dan, če jih predtem spomniš, da sta 2 gospe 28 ur zapored kvačkale. Da bi preprečili nadaljne širjenje okužb, pa vlada že razmišlja o uvedbi ukrepa vseh ukrepov. Ukrepa, ki lahko v trenutku reši situacijo, in ukrepa, ki smo ga spomladi obvladali bolj kot katerakoli druga država. Govorim seveda o tem. Da se lahko zgodi, da bi ponovno bila razglašena epidemija. Ja, morda nas čaka nova epidemija, ki pa bo precej drugačna od prejšnje. Spomladi smo ob koncu prve epidemije navadni državljani ploskali zdravstvenim delavcem. Bravo, s 50 okužbami na dan se spopadate, svaka vam čast. Jeseni bodo pa ob začetku druge epidemije zdravstveni delavci ploskali nam. Bravo, 200 okužb na dan ste nam naklepali. Niste se mogli upreti, da ne bi šli v Zrče, a ne? Bravo, majstori, vsaka čast, bravo. Čeprav so obeti slabi, pa bo druga epidemija najbrž vseeno lažja, saj bomo lahko uporabili 2 spoznanji, ki smo jih se naučili že tekom prejšnje. Prvič, vedno ko kličeš blagovne rezerve, prever, če se klic snema. In drugič, kvasa ni nikoli preveč. Vem, da zgleda, da ga je, ampak ga ni. Poleg ponovne razglasitve epidemije pa vlada razmišlja tudi o uvedbi novega omejevalnega ukrepa. Preskrbi, ne govorimo o omejitvi količine kvasa, ki ga lahko kupiš, tako daleč še nismo. Govorim o omejitvi zbiranja ljudi. Čeprav dodatnega gibanja ljudi ne bi radi omejevali po priporočilih Evropske komisije, obstaja tudi ta scenarij. Druženje iz 10 na 6 ljudi in omejeno ali prepovedano zbiranje na zasebnih zemljiščih. Že kaj kmalu se lahko zgodi, da bo vsako zbiranje, ki bo štelo več kot 6 oseb, postalo nezakonito. Kar pa spet ni bog ve kakšna omejitev. Še zmeraj imaš lahko doma trojčka. Kaj enega, čist legalno imaš lahko 2. To je še v mejah zakona, če so punce polnoletne, seveda. Če pa povabite še enega, da dogodek snema, pa je to že prekršek. Še posebej, če punce niso polnoletne. Dobro, kar hočem reči je, bodimo previdni. Ob strožji omejitvi števila ljudi na zasebnih zabavah, praznovanjih in orgijah, pa se seveda pojavi vprašanje, na kakšen način bodo lahko to sploh preverjali. Kaj boste, Kacin pa hoji shodila od hiše do hiše, pa poslušala, če se s kere sliš, da pojejo vse najboljše? To bilo najbrž preveč zamudno. Pa tudi cajta nimata. Kacin mora iti na Krk listje pograbiti. Polet se bazen puca, jesen se puca vrt. To vsak vikendaš ve. K sreči imamo na poziciji notranjega ministra mojstra za prekoračitev policijskih pooblastil, zato je že našel rešitev za nadzor privatnih druženj. Bo po moji oceni šlo predvsem zato, da bodo o takih zadevah prišla naznanila ali pa ne ovadbe, poročila, bodisi strani inšpektorata, morda tudi strani občanov. Nadzor zasebnih druženj bodo torej izvajali po prijavi občanov. Zdaj, če smo v prvi epidemiji imeli slogan #ostani doma, bo drugi naš slogan #prijavi soseda. Ne vem zakaj, ampak občutek imam, da se bo v naši kulturi ta akcija kar prijela. Vsaj zase vem, da bom svojega soseda prijavil v prvi priliki, ki jo dobim. Nima kaj kositi čez rob parcele. Imam rajš plevel, kaj da taca po moji zemlji. Mater. Se pravičujem, grunt mi pride do živega. Po vladnih hodnikih se šušlja tudi, da naj bi akcija prijavi soseda delovala podobno kot piramidne sheme. Kazni se boš lahko izognil, če prijaviš 3 nove sosede, pa zaslužek bo podoben kot pri piramidni shemi, ker boš na koncu v najboljšem primeru na 0. Razlog za dodatno zaostritev druženja pa seveda leži v tem, da se virus nekontrolirano širi med prebivalstvom. Kar nas sploh ne čudi, glede na to, da niti uradni predstavniki vlade ne poznajo pravil antivirusne higiene. Oni pridejo lepo do mikrofona, se najprej dotaknejo pulta, pred katerim je glihkar pljuval 5 prejšnjih govorcev, in pol bodisi strani inšpektorata, morda tudi strani občanov, in bo v tem primeru policija zopet zgolj nek suport. Je pa seveda res,
da to prinaša tudi negativne posledice. Ja, zmer je fajn, da viruse drugih ljudi nežno vtreš v masko, pa gneteš 5 do 10 minut, ne? Pa za pol ure pustiš na sobni temperaturi, da se lepo patogeni namnožijo, pa si je pa lepo natakneš na usta in bon apetit. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.